Lepo pozdravljeni v podcastu Moč politike. Na začetku pregovorno vroče politične jeseni gostimo dva politologa in priznana politična analitika. S profesorjem dr. Igorjem Lukšičem in strokovnjakom za politične kampanje dr. Alemom Maksutjem bomo analizirali startne pozicije političnih strank na začetku podaljšane volilne kampanje za državnozborske volitve naslednje leto. Gosta bosta tudi ocenila, ali bomo priča najbolj umazani predvolilni kampanji do sedaj. Spoštovana, lepo pozdravljena. Dobar. Lep pozdrav. Začnimo torej pri sezoni političnih kongresov, ki se začenja najprej z Novo Slovenijo. Kako bo torej ta afera z domnevnim obvodnim financiranjem Nove Slovenije, ki se dogaja v času, ko predsedniško funkcijo v stranki prevzema Jernej Vrtovec, vplivala na pozicioniranje stranke? Potiska ta afera Novo Slovenijo še globje v naročje SDS? Profesor Lukšič. Ja, veste, kako je pri vseh teh aferah, je zmeraj zoprno, ker pušča neke sledove na kredibilnosti in na ugledu, ki jo stranka uživa, in seveda tudi ključni funkcionarji. Neugodno za stranko je, da ravno v obdobju, ko naj bi celotna zgodba bila usmerjena na to, da prihaja nov človek na vodilno mesto, in da bi to bila prilika, da stranka pove, da je nekaj drugega, kot je bila prej, da je nekaj božjega in tako naprej. Jo zdaj rinejo skozi to medijsko zgodbo v nekaj, kar si absolutno ne želi, in efekt tega kongresa bo dosti zminimaliziran. Zdaj, kaj pa si stranka lahko obeta pod novim vodstvom in koliko je to vezano potem na SDS? SDS je velika, močno organizirana stranka s svojim medijskim prostorom in kapitalskim zaledjem, in v tem smislu je Nova Slovenija precej ujeta v ta blok, ki ga vodi ta stranka. Tisti, ki je probal in poskušal iz tega ven v zadnjih 10 letih, se pravi Ljudmila Novak in prejšnji predsednik, ki zdaj odhaja, je naletel na zid. Enostavno stranka nima toliko moči v tem političnem prostoru, da bi lahko sama neodvisno zastavljala neke lastne cilje. Se pravi, da bi rekla, zdaj pa mi gremo v sredino, to, kar so poskušali, in zdržala. Ker je pritisk stranke SDS tako zelo močen in toliko zelo več virov ima na razpolago, da lahko to doseže, da iz tega ne more ven. Se pravi, jaz mislim, da se situacija ne bo bistveno poslabšala za njih skozi to afero, da pa bojo to morali kar solidno odpeljati, da bojo preživeli in da se ne bo bistveno poslabšalo za njih rezultat na volitvah. Še vi? Ja, jaz ne bi rekel, strinjal bi se s tem, da je seveda izjemno težko biti na eni strani političnega pola kot manjša stranka, v tem primeru predvsem, če imaš tako dominantnega akterja, kot je stranka SDS. Po drugi strani pa seveda menim, da strinjam se tudi s tem, da vsaka tovrstna afera, ki pride v medije, bodi si dobi ali pa ne dobi epilog, je nekaj škode že storjenega, in tukaj se pač ljudje sprašujejo, ali so še naprej vredni zaupanja. Kar se tiče samega kongresa, verjetno je to do neke mere nekaj, kar meče slabo luč, oziroma v tem primeru nekako zmanjšuje potencial lansiranja neke nove energije, pri čemer seveda jaz menim, da to dolgoročno ne bi smelo imeti nekega večjega učinka na javno mnenje v volilnem telesu te stranke, ki je, ne pozabimo, enkrat že izpadla iz državnega zbora, pa se je potem vrnila, obenem nagovarja praktično isto volilno telo že od same ustanovitve, in sedaj po 20 in plus letih je to, rečemo temu, etablirana stranka, ki ima neko svoje volilno jedro, neke podpornike in simpatizerje in člane, in vprašanje je seveda samo določene mobilizacije v določenem trenutku, koliko so jih pripravljeni pripeljati na volišče. Dodal bi k temu, da ta rošada, ki se sedaj dogaja, mislim, da absolutno ne bo vplivala na domet te stranke, ker pomeni, tukaj gre za pač človeka, ki je nekako integralni del te ekipe,
ki je tudi na zadnjih volitvah ponazarjala eno slikico 5 moških, ki so bili na enem plakatu in v bistvu mislim, da med njimi samimi karakterno ali pa po nekih elementih političnega liderstva ni nekih velikih razlik. Gre za izkušenega politika in seveda v tem primeru bo prevzel krmilo, kako bo pa vse potekalo, bo pa pokazal čas. Tudi morda Vrtovec je bolj pragmatičen politik, za razliko od Tonina, ki je vseeno se znal tudi na ideološke okope hitro postaviti. Bo to kaj vplivalo ali ne bo? Zdaj, jaz ne bi rekel, da je bolj pragmatičen ali pa manj pragmatičen. Mislim, da so v politiki predvsem vsi pragmatični. Ne? To je treba pač vzeti v zakup. Nisem pa prepričan, da, kot rečeno, da bo politika stranke kot take zaradi enega človeka, ki jo pač trenutno oziroma ki kandidira za predsednika, da bo nekoliko spremenjena oziroma da se bo spremenilo nek odnos do nekih temeljnih ključnih vprašanj, ki jih ta stranka zastopa. Prav tako vezano za to relacijo z največjo desno stranko, mislim, da to absolutno nič ne pomeni, ne? Kar pomeni, ne bi dajal neke razlike med tem, da je prejšnji predsednik govoril, da z nekom rezolutno ne bo sodeloval, da pa ta novi zdaj zavzema pozicijo, da lahko sodeluje. Ne? Kar pomeni, mislim, da bi tudi ta izjava, ki jo je Tonin večkrat dal, da ne bi šli v koalicijo z neko stranko, preprosto bi bolj bila predmet neke povolilne aritmetike in nekih drugih vprašanj, kot pa nekega njegovega osebnega stališča, kjer je prvi pač v stranki kot predsednik. Tako da ne vidim nekih velikih sprememb, bom rekel, s to rošado oziroma s tem nadaljevanjem njihovega življenja političnega z nekim novim predsednikom. Še moče vi, gospod Lukšič, Ja, to, kar je Alan rekel, se mi zdaj čist drži, ne? In njihov odnos do SDS-a ne more biti tak, kot je odnos leve sredine do te iste stranke. Ne? In Tonin je mogoče tle bil malo pretrd. Pretrd predvsem zato, koliko lahko Nova Slovenija zdrži, ne kaj si želi, ampak koliko je to, kar je tudi Alan rekel, oni so majhna stranka, ne? Zdaj razvijati ambicijo, da bi postali vodilni na desnici, gotovo je lahko ambicija, ampak zdaj v tem trenutku vsaki tovrstne stranke slabo kaže. Ne? Tako da se treba s tem sprijazniti in znotraj tega manevrirati. Ne? In mogoče v tem smislu velja ta teza, da je on bolj pragmatičen, ne? Se pravi, da bolj pozna realno situacijo in realni domet, ki ga je spoznala tudi pred tem Ljudmila, ne? Ker dokler je bila ona odprta do vlade, ni bil problem, ko pa ni bila več odprta do vlade z Janezom Janšo, takrat je pač morala iti. Pa ključ do 4. vlade Janeza Janše je verjetno rezultat, ki ga bodo naredili demokrati Anžeta Logarja. Do kje lahko seže ta stranka, ki je kadrovsko močneje povezana z SDS, kot si sama želi predstaviti v javnosti? Zdaj, jaz mislim, da so tukaj midva lahko ugibava, ne? Ker pomeni javno mnenje neusmiljeno in deluje skladno z nekaterimi stvarmi, ki niso odvisne samo od političnega akterja. V tem primeru neke novo nastale stranki, ki je nastala tako, kot je nastala, ki je pač ubrala neko svojo pot, ampak jaz ne bi rekel, da je usoda vlade, ki bi vodila največja desna stranka, odvisna samo od demokratov. Jaz mislim, da tukaj praktično moramo upoštevati veliko število tudi nekih novih akterjev, ki se pojavljajo, ali pa nekih zunaj parlamentarnih opozicijskih potencialnih novih akterjev, ki bi lahko prestopili volilni prag. In v tem smislu seveda bi rekel, da po vsakih volitvah je stranka, ki na njih nastopa drugačna, kaj šele čez čas, ker sodeluje v različnih koalicijah ali pa sprejema različne politike, ali se pa nekako premika na tej poenostavljeni enodimenzionalni premici levo-desno. Tako da domet zagotovo je v tem smislu, da ga nekatere raziskave pač beležijo oziroma prepoznavajo kot potencialnega akterja, ki se nekoliko distancira od neke politike, pri čemer seveda je ta magična številka teh 4% in to, da prideš v državni zbor, neka osnovna prva stopnička, ki jo možeš doseči, da sploh govoriš o tem, da si akter. Ne? In v tem smislu seveda menim, da so demokrati, ki jih vodi Anže Logar, da so pomembna stopnička, ki bi potencialno lahko pomagala k sestavi neke koalicije pod vodstvom SDS, ne glede na ta scenarij, ki je praktično, zdaj nekateri pravijo, da je zrežiran, nekateri pravijo, da je pa čisto naraven, da je on šel stran iz te stranke. Mislim, da tukaj politika
pač nekako kombinatorika možnega in v tem smislu seveda določen vstop v parlament, če želiš preživeti, predvsem kot neka stranka, ki ni ideološko profilirana popolnoma, je seveda bivanje v neki koaliciji, kakršnakoli že je. Ne. Tako da mislim, da bo ta stranka, vkolikor seveda ji uspe na volitvah, da bo pomembna pri dogovarjanju in sestavi katerekoli koalicije naslednje. Jaz mislim, da z zaostrovanjem političnega boja bo prišlo do tega, da se bo čezdalje bolj v javnosti, in to bo seveda delala nasprotna stran, mislim nasprotna glede na Janšo in Logarja, da gre tam za eno stranko, da gre tam za v resnici eno glavo, dvonogo stranko, ne. In da bolj, ko se bo to prikazovalo, manj bo prostora za Logarja kot neko sredinsko zgodbo. Tako da se mi zdi, da se bo njegov prostor bistveno zmanjšal in da bomo na koncu pristali pri rezultatu 45-55 v korist leve sredine. Zdaj pa tisto, kar je ključno, je, ne, kako bojo po strankah razporejeni ti glasovi. Se pravi, če se bo na levi sredini zgodilo, da bo tle 5 strank, ki bo dobilo 1% do 3,9, in bo zmanjkalo mest oziroma glasov v parlamentu, se pravi, kako se bojo glasovi volivcev prelili preko strank v parlament. Zdaj, na zadnjih volitvah je to bilo za levo sredino velika sreča, ne, ker so na desni strani bolj izpadali, če pa bi recimo Levica ali pa celo SD ne prišli v parlament, pa bi prišla ena druga stranka iz desnice, recimo SNS, potem bi imeli čisto drugo sliko, ne. In to pri istem rezultatu 45-55. Tako da to bojo morali zelo upoštevati, ker vse tri Janševe vlade so se zgodile ne zaradi tega, ker bi leva sredina izgubila volitve po proporcionalnem številu glasov, ampak zaradi tega, ker jih je izgubila zaradi raznoraznih zgodb, ne. Leta 2004 zaradi tega, ker je bilo preveč teh malih strank, ne, od stranke mladih, in ki je bila en del tudi, v tem delu pa stranka AS, pa neke ženske stranke so bile, ne vem kaj. Skratka, takrat je šlo na 7% glasov leve sredine v nič, ne. In tako naprej. Skratka, to bo treba zelo paziti, da tisti, ki to delajo, bojo morali zelo paziti. Tle imamo en velik problem strukturne narave, če me vprašate, in to je ta zakonska določba, da lahko stranka, ki dobi najmanj 1% glasov, dobiva sredstva potem cel mandat. In zdaj vidim, da je to ratal še poslovni model pri marsikomu, in ti glasovi pa zaenkrat praviloma so bolj ne leva sredina, se pravi ta del kot desna, ne. In če bo se pojavilo 5 takih strank, ne, tle že imamo nekaj, ki vidim, da funkcionirajo samo zato, ker bi prvaki teh strank radi živeli od tega procenta, niti nimajo ambicije, da bi prišli v parlament, čeprav se tako kažejo, ne. In to utegne biti potem odločilno za to, kdo bo sestavljal vlado. Torej, po naslednjih volitvah je pričakovati večjo fragmentacijo, kot smo bili priča v tem sklicu po prejšnjih volitvah. Ja, zdaj v mandatu 2018 smo mi imeli največ strank, ne, kar pomeni, takrat jih je 9 prišlo v parlament in je potem seveda ta neka koalicija pod vodstvom Marjana Šarca imela 5 koalicijskih strank, za stranko Levica, ki je bila v opoziciji, pa so je imenovali nadkoalicijsko oziroma brez nje niso imeli večine, ne. Tako da zdaj jih imamo 5, ne, kar pomeni najmanj, kar jih je bilo v zgodovini. Jaz bi dodal temu poslovnemu modelu, ker se mi zdi dobra teza, ampak tudi na desnici so taki, ne. Zdaj, če upoštevamo samo SLS ali pa Zmaga Jelinčiča ali pa tistega Stevanovića, njegov resnico, oni se tudi financirajo že nekaj časa, pa ne bi rekel, da so levi. Ampak ja, to je postal poslovni model, ki absolutno ruši oziroma spreminja določene koncepte, kjer poleg glasov, tako kot je rekel kolega, bodo šteli mandati, ne, kar pomeni, koliko mandatov bo pa pač
pač nekdo dobil, bo odvisno tudi od teh ljudi, ki pač ne pridejo v parlament, pa naredijo nekaj in ženijo neke glasove oziroma odščipnejo praktično eni ali pa drugemu polu. Ne. Tako da to absolutno. Zdaj, če bi se vrnil na vaše vprašanje, ne, jaz mislim, da je ključno vprašanje za Anžeta Logarja, kdo so njegovi volivci. Ne. Tukaj se seveda kalkulira v to, ali on zažira zdaj v to neko jedro SDS-a oziroma v to neke volivci, ki mogoče niso najbolj zadovoljni s trenutno politiko te stranke, kjer ona se je tudi nekako spreminjala. Ne. Zdaj, kolega je govoril o pač različnih vladah, ne, če pogledamo tudi te koalicije, kako so nastale, kako so bile vodene, kakšen je bil odnos predsednika do koalicijskih partneric in tako naprej, vidimo, da se spreminja. Ne. In zato je nenazadnje Logar tudi rekel, da je šel, ker se ne strinja z določenimi stvarmi. Zdaj, ali je on dejansko zdaj opozicija SDS-u ali je opozicija aktualni vladi. Ne? V medijih nastopa bolj kot to drugo, ne? Pri čemer seveda ne zauzema nekega kritičnega stališča do svoje bivše stranke, pri čemer je seveda njegov bivši šef precej kritičen do njega, ne? In to meče to neko senco dvomov o resničnosti oziroma dogovorih, ki pač naj bi potekali oziroma mogoče potencialno obstajali. Ne? Tako da jaz mislim, da je njemu ključno vprašanje, kdo so tisti volivci. Zdaj lahko računa seveda na neko skupino nezadovoljnih, jaz to ne bi ločeval po levo-desnem polu, mislim, da tukaj lahko preseže povsod, ne, predvsem do ljudi, ki dejansko malo vejo o politiki oziroma se za politiko ne zanimajo toliko, da bi točno vedeli svojo ideološko pozicijo, pa verjamejo v nekoga, ki do sedaj kao ni bil. Pri čemer seveda bo izjemno težko prodal to staro zgodbo o novem obrazu, ne, ker dejansko nekateri ljudje ga poznajo. Tako da mislim, da je ključno za njega in za uspeh njegove kampanje, da fokusira komunikacijo v tem smislu, da točno ve oziroma da poskuša opredeliti, kdo potencialno bi lahko bil njegov volivec in zakaj bi ga seveda v tem kontekstu tudi podprl. Mogoče čisto na kratko, bi lahko rekli, da je strukturna na desnici, pogojno na desni sredini takšna, da imamo SDS, zraven pa Novo Slovenijo kot naravni satelit in Logarjev Demokrate kot umetni satelit. Na kratko morda. To je tako bolj nesramna izjava. Ne? Mislim, nesramna v tem smislu podcenjujoča, ne? Ker vsaka stranka si vendarle želi biti avtonomna in zdaj mi kot komentatorji jim lahko to recimo nadenemo take nazive, ampak je vseeno, ne, vsaka od teh strank je toliko avtohtona, da bi težko rekli, da je satelit. Recimo mi, ki smo na levi sredini, zato da jih pejorativno označimo, lahko uporabljamo tak izraz. Ampak se mi zdi, analitsko bi bilo pa nekorektno to reči. Čeprav v osnovi, po vsebini, ne, se pa strinjam s to izjavo. Ja, jaz delim mnenje, seveda vsak ima pravico kandidirati in takrat, ko prvič kandidira, seveda je neki novi akter, ne? V tem smislu pač je treba spoštovati neke demokratične standarde in merila. Je pa res, da ti poskusi z tako imenovanimi sateliti in tezami, ne? To se ne dogaja zdaj prvič, ni Logar nekdo, ki je na desnici poskušal vzpostaviti neko novo politično opcijo, ki jo nekateri imenujejo celo neki tretji blok, ki presega razlike. V preteklosti smo imeli, jaz se spomnim tudi na lokalni ravni oziroma na regionalni ravni določene stranke, ki so se praktično bodisi na Primorskem profilirale kot nekdo, ki je takrat tudi bil označen za satelit nekoga. Potem v Ljubljani, ne, tudi kasneje tudi okrog določenih, kot jih vi imenujete, ideoloških vprašanj, kot so splav ali pa referendum o družinskem zakoniku in podobno. Te iniciative so pač ves čas potekale. Tako da tukaj mislim, da mu je pač treba dati priložnost oziroma da si vsak to zasluži in da seveda na podlagi tega, da rezultata, ki ga bo naredil, bomo takoj naslednjič, ko se bo izjasnil, ali gre s komu vladu in koga podpira in na kakšen način, ugotovili seveda, na kateri strani je. Ne. Zdaj, tukaj jaz mislim, da ni nekih zadržkov, da bi se reklo, da mogoče ta politika, ki je zaenkrat ni izrazila ne vem koliko stališč, bolj sodi na neki desni pol, rečemo temu, ne, in da je bolj nekako na ravni koalicijski partner neke desne vlade, ampak mislim, da ker sva prej govorila o številnih izzivih, ki prihajajo po volitvah, glede na volilni sistem, ki jih imamo in število akterjev, ki bodo kandidirali, mislim, da bomo imeli zelo veliko število list. Če ne drugega, že 3 sedanje, ne, ki so nastale, ne, bodo na nek način poskušali preskočiti ta volilni prag, da bo izjemno težko oziroma da bo vsak akter moral gledati levo in desno, kolikor bo želel sestaviti neko koalicijo, predvsem govorim seveda o največjih strankah na obeh polih. Ne. Gremo na drugi pol. Naslednji konec tedna bo kongres največje vladajoče stranke Gibanja Svoboda.
Zanima me, kako razumete manever predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, tudi najbolj priljubljene članice njihove stranke, ne, ki je najprej dala soglasje za kandidaturo za predsednico stranke, na to takoj po objavi, ne, te novice pa je umaknila. Ne. Kaj se skriva za tem? Pa potem še podvprašanje, je Svoboda konsolidirana stranka, kajti prejšnjim levo-liberalnim inkarnacijam teh strank to ni uspelo. Ja, zdaj po 3 letih delovanja, ne, vidimo, da se je stranka kar konsolidirala, to vidimo potem, kako se sprejema odločitve. Ne. Zdaj, težko bi rekel, da je stranka konsolidirana, ne, gre za to, da so samo ti, ki so najvišji funkcionarji, ugotovili, če je bilo nekaj turbulenc vmes, ne, vključno zdaj z imenovano, da je stranka samo eno ime, in to je Robert Golob, in tisti, ki tega ne akceptira, tisti ne razume, zakaj tam sedi v parlamentu ali pa kot minister. Tako da se mi zdi, da tudi te predsednice Državnega zbora ni bilo treba dosti prepričevati, kaj to zanjo pomeni, če bo kandidirala. Ne. To bi pomenilo, da se izloči iz stranke. Mi vemo, da je že imela eno tako eskapado, kjer so ji odvzeli mesto podpredsednice takrat, samo, ne pa tudi mesto predsednice Državnega zbora. Če bi se pa to zgodilo, potem bi izpadla iz stranke, verjetno bi jo celo na naslednjih volitvah skratka ne bi bilo med kandidatkami. Tako da se mi zdi, da toliko pa se je naučila v politiki v tem času, kljub temu, da vemo, da je to zelo, njene reakcije so zelo na ego tripu, se pravi to, kar emocionalno doživlja, to nam da vedeti v celotni javnosti ali v parlamentu ali pa vsem, kar ne sodi v to, recimo, klasično, do zdaj znano razumevanje, zakaj v politiki gre. Ne? Jaz bi rekel, da jaz nisem pobornik nekih teorij zarote oziroma nekih zgodb iz zakulisja. Težko sodim, kakšen je namen določenih ljudi pri določenih stvareh, ampak sem pa nekako poskušal neka svoja stališča oblikovati na podlagi tega, kar ljudje govorijo. Ne. In ona mislim, da je jasno povedala, ne. Torej, svojo podporo je hvaležna z določenim strukturam ljudem v stranki in je seveda zato seveda na to pristala. Scenarij je pa seveda ta, da ima verjame v dominacijo aktualnega predsednika in da seveda skupaj v okviru te ekipe vidi neko svoje poslanstvo. Ne. Tako sem razumel neko uradno stališče. Tako da v tem smislu seveda bi rekel, da je to neka interna stvar njihova, da dejansko so se odločili tako, kot so se odločili in verjetno gre za neki dogovor. Ne. Druga stvar, kar se tiče konsolidacije, zdaj odvisnost oziroma uspeh teh novih in novejših, kot jih imenujejo v literaturi, akterjev, je seveda vedno vezana na tako imenovani zero-sum game, kar pomeni, neka stranka mora izgubiti, zato da neka druga nova oziroma novejša dobi. Ne? In to se je pokazal recept tudi v primeru Slovenije. Ne? Ker pomeni, če se spomnimo recimo zgodbe z listo Zoran Janković oziroma Pozitivno Slovenijo, je ta stranka praktično razpadla in potem na naslednjih volitvah celo pod istim imenom ta frakcija Zorana Jankovića ni prišla v Državni zbor. Ne? Tako je seveda na račun tega istih, torej novi akter je dobil stare volivce in je seveda bila zgodba z Mirom Cerarjem. Če pogledate leto 2018, ne, ko se je v zgodbo vključila še lista Marjana Šarca. Če pogledate vse ekonomske parametre, o katerih se pogovarjamo, ne, takrat so bili nekako naklonjeni temu, da bi ta stranka morala dobiti še en mandat, če bi gledali samo to, kakšno stanje je bilo v državi. Ampak seveda ti glasovi so se razpršili in stranka iz 36, mislim, da padla v 4 letih na 9. Ne. Tako da tukaj zdaj se postavlja vprašanje seveda konsolidacije. Jaz bi rekel, da za konsolidacijo političnega akterja rabiš veliko več časa, ne, kar pomeni, to je relativno kratko obdobje, v katerem so morali prehoditi izjemno naporno pot, da so najprej vzpostavili določene stvari, preživeli določene volitve, predvsem mislim na lokalne in evropske, dobili 2 evropska poslanca. Tako da to je v bistvu izjemno težka pot in mislim, da konsolidacija
terja dalj časa, ne. Je pa seveda pozitivna stvar v tem, oziroma nekako dobro izhodišče, ker še zaenkrat so, oziroma javnost jih tako dojema, največja stranka na tem polu in seveda uspeh njihove na volitvah je odvisen od seveda številnih dejavnikov, tudi njih samih nenazadnje, ne. Tako da tukaj mislim, da vkolikor ni prišlo do nekih ruptur takšnih, da bi se zgodila kakšna afera, da bi ta vlada padla ali pa da bi predsednik sam odstopil, mislim, da je to dobra popotnica seveda za ponovitev nekega rezultata, ki bo seveda, kot sem prej rekel, odvisen od številnih stvari, ne. Na to bi se navezal. Torej, uspešnost rezultata in konsolidacija stranke je tudi odvisna od tega, kako tale novi akter zapira prostor pred novimi, še novejšimi akterji. Torej, in s tem smo pri gospodu Prebiliču, ki stranko ustanavlja 15. oktobra v Kočevju. Zdaj pa me zanima, kako uspešna sta bila Svoboda in premier Golob pri zapiranju političnega prostora zanj in za njegovo stranko. Pa potem vprašanje, kakšen domet ima Prebiličeva stranka na volitvah. Kot je videti, imata financijsko jedro skupno. Se pravi, ti, ki so v družbi zainteresirani v kapitalskih krogih za enega in za drugega, so isti in kalkulirajo. Prebilič se je začel pojavljati in dvigovati takrat, ko je Golobu, stranki in vladi kazalo najslabše. Takrat so ga dali v igro, potem so ga malo pozabljali vmes, ko je kazalo, da bi mogoče Golob vendarle lahko že v javnomnenjskih anketah prehitro Janšo. Zdaj ga pa imajo zgleda za rezervo in se bojo proti koncu odločali, ali bo ta stranka sploh šla na volitve in ali se bo prej pridružila in bo Prebilič in ekipa dobila neka mesta. Zdaj, ena imena, ki se pojavlja v sistemu Svobode. Ja, podobno kot je potem po volitvah naredil z Bratuškovo in s Šarcem, ki jih je lepo kooptiral. In tudi To bi že lahko prej naredil, po To bi vašem. lahko prej naredil, če se bo pokazalo, da bo to zelo pomembno vplivalo potem na rezultat, oziroma da bo Prebilič lahko visel, oziroma kaj se pravzaprav dogaja s temi glasovi, ki so nezadovoljni. Če se bo pokazalo v finalu kampanje, se pravi, ampak vseeno pred vlaganjem list, da Prebilič ne pobira nekih dodatnih glasov ali teh, ki jih Svoboda ne more, in da Svoboda sama lahko pobere te svoje glasove, ki jih je že prej imela, potem bo prišlo do te odločitve, da se to stranko verjetno ugasne in se jo pripoji že prej. Če bo pa ocena, da je to zelo pomembno za zmago potem leve sredine in Svobode, potem pa bo Prebilič preživel in bojo del sredstev tudi tja vlili. Pomembno bo potem tudi kadrovsko, koga bo Prebilič pripeljal v parlament, ker se mi zdi, da tudi ti kapitalski krogi financerji počasi dozorevajo v pravo, recimo, nacionalno buržoazijo, če hočemo, da ne bojo več stavili na to, da pridejo spet kar eni noter. Še zlasti ne, ker Prebilič ni tega tipa voditelj stranke, kot je Robert Golob. Robert Golob je, recimo to, komandant, Prebilič je pa mrtva riba, če rečemo tako. Se pravi, on ne bo imel avtoritete nad svojimi poslanci do te mere, kot jo ima, in strankarskimi veljaki, kot jo ima Robert Golob. Kot se je izkazalo v tem mandatu, seveda. In se mi zdi, da ti, ki so glavni akterji, ki sestavljajo in mu pomagajo, bojo morali na to računati, če tega še ne vejo, ker potem imaš ti problem z večino v državnem zboru. Robert Golob jo nima, Mi smo videli, sem pa tja se mu je zamajal kakšen poslanec, ene dva so izključili, ampak osnovo, jedro je pa trdno bolj, kot je bilo recimo prej SD, pa smo bili ista stranka, 30 odstotki in to pa je pomembno potem za vladanje, In verjetno v tem mandatu so se naučili, da je to toliko pomembno, da ni dobro puščati z rok. Take situacije ali pa dopušča tako situacijo, o kateri je prej Alan govoril, se pravi, ko smo imeli Šarca in 5 strank v vladi, ko je težko.
zanimiva analiza, Ja. pa vaš pogled na to. Ja, jaz bi rekel, jaz sem nekoliko skeptičen do te teze, ne, oziroma mogoče to do neke mere drži, če vzamemo neko projekcijo, kako stvari potekajo, ampak težko bi rekel, da te neke ekonomske interesne elite ne, lahko odločijo do te mere, kako bo funkcioniralo neko javno mnenje v določenem trenutku. Ne, tako da to mogoče bi si tega želeli, ampak te stvari mogoče na njihovo žalost ne potekajo tako. Tako da mislim, da kolikor se spomnim, ne, ko je seveda, prvič bi to povedal, torej ti neki uspehi, ki jih je Anže Logar, prej smo ga omenjali, ali pa Prebilič, ki sta ga naredila na nekih predsedniških oziroma evropskih volitvah, ne gre te odstotki in ta uspeh preslikati praktično na parlamentarne volitve, ker gre za popolnoma strankoncentrične volitve, za popolnoma drugačen sistem, ker dejansko imaš različne volilne enote in tako naprej. Ne? Tako da v tem primeru seveda menim, da je neko roko sodelovanja že bila ponujena, ne? Pa je dejansko človek, ki je pač se odločil, da ustanovi svojo stranko, seveda obral neko svojo pot. In o tem, ali bo šel na volitve ali ne, mislim, da bo odločil predvsem vodja te stranke, kar pomeni v tem primeru gospod Prebilič. Ne. Kar pomeni, mislim, da tukaj ni nekega mehanizma, ki bi ga lahko odvrnil za sodelovanje na volitvah, ukolikor seveda bi si to on želel. Mislim, da se te odločitve sprejemajo na podlagi nekih lastnih izkušenj, političnega občutka, trenutka in da tukaj ni nekih mehanizmov, ki bi z ozadja lahko nekomu rekli, ne kandidirati, pa boš tukaj nekaj dobil pri nas. Ne. Delno je ta integracija, o kateri je kolega govoril, že narejena. Nekateri ljudje, ki so bili del projekta nekaterih strank iz prejšnjega sklica, ne, so zdaj pač pri gospodu Prebiliču. Tako, ne, nekatera imena, ki so pač nekoliko vidna, ne, in njih poznamo pač iz javnosti in s tem seveda ni nič narobe, to ni nič spornega. Kar se tiče pa seveda njegovega uspeha, mislim, da ima ključno vprašanje seveda tudi tako kot v primeru Anžeta Logarja, kdo so njegovi volivci. Ne. Zdaj koga targetira? Targetira dejansko tiste nezadovoljne z največjo koalicijsko stranko ali želi neke ljudi, ki so ga izvolili v Evropski parlament, pri čemer je izjemno hecno to, ne, da je on evropski poslanec neke stranke, ne, ki ustanavlja neko svojo stranko, medtem ko je stranka, katere je on evropski poslanec, že šla v koalicijo oziroma v združevanje z neko drugo stranko. Ne. Tako da tukaj mislim, da se odpirajo številni problemi s tem, kako skomunicira določene stvari in kdo so potem tisti volivci, ki bi jih on nagovarjal. Ukolikor mu to seveda uspe, ne, kolikor mu uspe pač ta vstop v državni zbor, bo pa seveda predstavljal tako kot Anže Logar spet pomembnega akterja za potencialno koalicijo. Okay. V kakšni formi v tole pregovorno vročo politično jesen vstopa stranka SD? Se že rehabilitirala od precej težkih afer, kot sta bili Litijska in Spirit? Ja, mislim, kaže, da se je, ne, v javnosti se to ne pogreva. Mi smo videli pravzaprav, da do teh afer, zlasti prve, ne, je prišlo v momentu, ko je SD začelo ogrožati primat svobode, to je bilo januar, februar, ne, pred evropskimi volitvami, in da se je potem ta afera prav dobro, ne, Svoboda je takrat to zelo dobro izkoristila, da je stranko spravila zelo nizko, najnižje v zgodovini. In od takrat pa zgleda, da stranka nima več ambicije, da bi prehitela Svobodo, se sprijaznila s tem, da bo pač neka podpornica v tej ekipi leve sredine. Čemu pripisujete to odsotnost ambicije, o kateri pripovedujete? Jaz mislim, da kar realni oceni, ki je realna glede na ekipo, ki to počne. Ne. Namreč stranka je postala zdaj po nekako tem konceptu odmeranja živega telesa, ne, ki jo ima stranka v začetku, ko je polna ambicij, do stranke, ki postane samo skelet oziroma stranka funkcionarjev. In to se stranki precej pozna. Zdaj, takoj, ko govorimo o SD-ju, ne, to je pač ideološka stranka z neko dolgo tradicijo, tudi v evropskem prostoru, ampak v momentu, ko v evropskem prostoru socialna demokracija, laburisti, socialisti
so med glavnimi hujskači vojne. Vojna pa vemo, da je za levo sredino oziroma za levico zmeraj najhujši sovražnik. To je tisto, bitka za mir je prva stvar. Ne. Vidimo, da tle tudi v evropskem prostoru ni pravega zaveznika. Se pravi, takrat, ko ti debatiraš o tem, da boš dal 5% za NATO in rečeš ne 5, bomo dali 3, in je to tako zelo sprejeto v javnosti, v evropski javnosti, ne samo recimo v slovenski, ali pa sprejeto, ali pa saj se to vprašanje marginalizira, ne vedoč, da bi, če bi do tega prišlo, to pomenilo za cel program socialdemokracije in blazen udarc, ne, ker potem ne bi vlagali v kvaliteto življenja ljudi, ampak bi vlagali v to, kar če zdaj bolj delamo, ne, v postopkih pohitrene koncentracije kapitala, vlagamo v čim više profite in v dehumanizacijo, dehumanizirano družbo, kar je za socialno demokracijo kot zagovornika po defaultu tega dela programa, recimo v političnem prostoru, totalna katastrofa. Tako da oni imajo ta ideološki problem, ki ni samo njihov, ampak je problem, ki je na evropski ravni. In zato se to tudi idejno težko pozicionira. Naenkrat so postali zdaj stranka, ki ponuja pravzaprav isto kot katerakoli od drugih stran. In v tem smislu se jim je lažje konsolidirati, ne, se pravi, in v tem, ne, pred javnostjo reče, se mi smo itak z vami, smo z večino, nimamo tle nekih posebnih odstopanj. Po drugi strani pa težko potem z neko posebnostjo nastopajo, to zgodovinsko posebnostjo ali pa poslanstvom, če hočemo, ki napaja pravzaprav njihovo ime. Ne. Se strinjate s to analizo? Ja, strinjam se, jaz bi rekel, da sicer ni, da se je to že zdavnaj zgodilo, oziroma da je to nekaj, kar je univerzalno vsem socialdemokratskim strankam, ki so, katerih največji problem je, tako kot pravi nemški politolog Wolfgang Sterk, ne, da vztrajajo na nekem kapitalističnem modelu in se vedno bolj poslužujejo kapitalističnega modela, ki naj bi rešil krizo, ki je to isto krizo ustvaril. Ne. In zdaj v preteklih letih seveda v Sloveniji smo dobili levico kot neki odklon od te pozicije, kar pomeni, trdno sem prepričan, da včasih ljudje, predvsem v tistem obdobju, ko je SD imela največ, kar pomeni leta 2008, da je velik delež tistih ljudi zapustil to stranko in šel neposredno k stranki Levica. Podoben scenarij smo imeli seveda s Pandemosom v Španiji in seveda za Sirizo Grško, ker se je to jasno videlo in potem tudi razblinilo. Tako da jaz ne bi rekel, da je zdaj to vprašanje, ki je absolutno zdaj tema number one, to orožje in povečevanje, to je izjemno težko skomunicirati, ampak gafi, ki se dogajajo na ravni slovenski socialdemokratski stranki, so se dogajali že v preteklosti. Kar pomeni erozija na neki točki javnega mnenja je bil recimo, je pomenilo tudi nesrečno dejstvo, da so imeli ministra za kmetijstvo, ki je moral nekako braniti neke tematike, spomnim se Terana, naprimer, ki je absolutno nacionalistična tematika in vsakeč, ko je to govoril, seveda je bilo neke erozije. Potem je tukaj bila izkušnja, da seveda v neki koaliciji, ko smo prej ugotavljali tako velikih interesov in strank in vsega možnega, dobite recimo ministrico za obrambo, ki dejansko prvi dan, ko stopi tja, dobi na vrat sindikat, kateremu mora očitati neke delavske pravice, čeprav naj bi bila socialdemokratska leva stranka, ki te pravice zagovarja. Tako da jaz mislim, da je tukaj seveda bilo storjeno nekaj, obenem se strinjam s to tezo, da je stranka pač pragmatično morala preživeti od leta 2014, spomnim, da so bili pred izpadom iz Državnega zbora, so se nekoliko okrepili in velja podobna teza kot v primeru Nove Slovenije, pri čemer zdaj ne menim, da še bolj. Ameriški politolog Fiorina govori o tako imenovanem inercijskem glasovanju, kar pomeni tisti simpatizerji in člani, ki so še dolgo v neki etablirani stranki, na nekih naslednjih volitvah je velika verjetnost, da volijo spet to stranko, ne glede na to, kaj vse se dogaja, kakšno vodstvo se spreminja in podobno. In tukaj sem prepričan, da je strategija oziroma tisto, pred čemer so oni podobno kot v primeru NSI-ja, je pomembno, da seveda svoje volivce takrat pripeljajo na volišče. Torej, če sem malo bolj natančen, menim, da zunaj teh gabaritov zelo težko grejo, zunaj teh gabaritov, ker ponavadi tudi tisti, ki prvič grejo na volitve,
ali pa tisti, ki dejansko na novo gredo na volitve, se preprosto odločijo, ponavadi ne izbirajo etabliranih, ampak izbirajo nove stranke. To ni značilnost samo slovenskega javnega mnenja, to je značilnost praktično po vsem svetu. Tako da mislim, da ta konsolidacija seveda interna znotraj stranke, ne vem kako poteka, ker pa v tem težko sodim, imajo neko novo vodstvo, ki je relativno mlado, to so izkušeni politiki, ljudje, ki so pač dolgo noter in seveda pravim, odvisnosti od svoje baze, mislim, da je odvisna tudi njihova usoda po naslednjih volitvah. 1+1 v politiki nikoli ni 2. Kaj Levici prinaša predvolilno povezovanje z stranko, izvenparlamentarno stranko Vesna? Bo to dovolj, da Levica odbije napad iz levega krila, strani Mihe Kordiša in stranke Mi socialisti, ki jo napoveduje? Jaz v tem ne vidim neke blazne racionalne poteze in jo pravzaprav ne razumem. Kaj so oni računali, da bojo s tem dobili, ali so mogoče mislili, da je do tega prišlo še prej, ko je Prebilič bil v igri, da bi delal še v okviru stranke, znotraj katere je kandidiral takrat za evropske volitve. To bi takrat še imelo smisel, recimo, da bi se prilepili na Prebiliča, pa bi on bil lahko nekaj skupni povlečni konj. Ker ta stranka se rola po Sloveniji že kar nekaj časa in od nje kot stranke in tega vodstva nikoli ni bilo nič, ne. Oni so takrat računali, da bojo na zeleno barvo dobili, ker enkrat je bilo, se spomnim, ta zelena je bila tako zelo popularna, da celo SD se razglasila, da je zelena je nova rdeča in je bil nek kongres v Velenju na to temo, sprememba. Vsi so bili zeleni, pa smo ene 3 zelene stranke dobili takrat, ne. In misleč, ne, ker je bilo v javnem mnenju nekako sproženo, pa sploh ta kapitalski switch v svetu je šel v to smer, ne, da vse, kar je zeleno, se zelo podpira in zdaj pa je to minilo, ne. In kaj več oni niso uspeli narediti, to ni stranka, ki bi kaj ponujala, saj javno ni zaznalo, meni ni znano. In zakaj se je Levica za to odločila, pojma nimam, in se mi zdi, da jim to koristilo ne bo, tudi škodilo jim ne bo. Je pa problem ta, ne, jaz se spomnim, ko je SD, takrat, ko sem jaz odstopil, potem šla v to vrstno koalicijo s stranko Solidarnost, ne, ki niso imeli nič za pokazati, razen tega, da so jih mediji pumpali proti SD-ju in proti temu, da bi skratka, šlo je za, in potem so jih uvrstili na listo in od tiste stranke ni bilo nič, ne duha, ne sluha potem. Torej, napačna politična ocena v SD-ju, da se je takrat šla to povezavo. Se mi zdi, da tle gre zelo podobno zgodbo, ne. Napačna politična ocena, da v te povezave kaj bo, razen da bosta ta dva mogoče, ki sta sopredsedujoča, prišla v parlament na kakšna mesta, ne vem, kaj so se dogovorili. Ampak to vrstne povezave so po mojem mnenju slabe. Ja, povezovanje dveh entitet v neko tretjo entiteto ali neko 2.0 entiteto, ene entitete je vedno pač težav, ne. Kdo jih bo dal legitimnost, kdo so zdaj ti volivci, ne. Tukaj spet jaz se strinjam s tem, da ne gre za seštevanje, težko sešteješ neki podporniki ene stranke s podporniki druge in potem skupno listo probaš nastopiti. Je pa res, da stranka Levica zdaj že, mislim, da dobrih 10 let v državnem zboru, od 2014, in v tem smislu seveda so dali skozi neko, ajde, rečemo temu strankarsko konsolidacijo. Imajo pa seveda, jaz sem tudi logično razmišljal kot kolega, ne, 2 momenta. Mislim, da se je ta združitev mogoče napovedala še, ko se Vladimir Prebilič ni odločil, ne, to je ena stvar. Druga stvar je pa seveda, tudi jaz sam vidim, da je ta zeleni socializem, ali kakorkoli ga že nekako poskušali zapakirati, nekaj, kar bi seveda radi postavili na agendo in o čem naj bi se pogovarjali, in seveda, ker je stranka Vesna pač zelena stranka uradno, mislim, da tukaj so videli neko sinergijo, ki bi potencialno dala neki rezultat. Zdaj, koliko je to seveda v tem političnem okolju, v katerem bodo potekale naslednje volitve, koliko bo to odmevno in koliko to ljudi dejansko lahko zaintrigira, ne, je seveda odvisno od tega, koliko bo ta tema pač dobila pozornost in kako visoko bo na agendi. Nisem prepričan, oziroma ne bi dal roko v ogenj, da je to neki recept oziroma uspeh za naslednje volitve. Menim, da seveda so
so oni pomembno pozicijsko spremenjeni od trenutka, ko so vstopili v mainstream politiko, kar pomeni, ko so se odločili, da bodo del glavnega toka politike. In menim, da so določeni uspehi, ki so jih poželi, mislim, da 2018 še najmočnejši, bili rezultat prav tega, da so ves čas bili v opoziciji oziroma da so lahko kritično predstavljali neke ideje, tudi utopične, brez da bi morali seveda za njih v praksi odgovarjati za njihovo implementacijo. Ne? In to se vidi tudi v problemu s komuniciranjem, ko dejansko se opredeljujejo do bodisi članstva v NATO, recimo, ali pa povišanju sredstev, ne? Kar pomeni seveda nečemu nasprotujejo, s tem delajo razpoko v koalicijo, obenem pa seveda sedijo v isti vladi in glasujejo o določenih stvareh. Zdaj, mi kot analitiki oziroma kot neki nemi opazovalci to lahko razumemo, ne? Ampak problem je, kako to zapakirati in kako bo to javnost sprejela. Ne? Ker pomeni ta neka kontroverzna, dvolična, dialektično zapletena stališča izjemno težko skomunicirati in na neki točki se to pasivizira oziroma odganja volivce. Ne? In s tem mislim, da se bodo oni morali največ ukvarjati. Mogoče so zdaj imeli problem v tej vladi, ne, ko so z NATO-om in z vojnami in tako naprej, in da zdaj so pa skupaj z zeleno stranko šli skupaj, tako da bojo rekli, mi bomo sicer kupovali orožje, samo naši tanki bojo zelene barve. Mogoče eno podvprašanje za vas, gospod profesor, mogoče lahko teoretsko. Levica je postala skozi to vlado socialdemokratska stranka. Zakaj ni potem bolj logično naravno povezovanje Levice in SD, ne? Ker bi SD lahko spet, ki je šla še bolj v liberalno sredino, bi lahko skozi to povezovanje pridobila spet nazaj socialdemokratsko identiteto. Če bi šlo za teorijo in ne bi šlo za žive ljudi, potem bi bilo to možno. Okay. Podobno kot govorimo na desnici, ne, kako je, se spomnim, ko sem bil enkrat pri zamejcih v Angliji v 90-ih letih in so takrat rekli, zakaj se desnica, ne, ti naši izseljenci, zakaj se desnica ne poveže, ker ta populacija v glavnem prišla, ne, v eno stranko. Ampak če pogledamo kadarkoli, ne, tudi desnica pred vojno je bila razdeljena na klerikalno, se pravi ta, ki je bila bolj za cerkev, pa bolj za, recimo, čim kasnejše končanje fevdalizma in to, recimo, liberalno, bolj liberalno, ki sicer je bila desna, ampak ne toliko za vlogo cerkve, pa pejmo ven že končno iz fevdalizma, uredimo si en kapitalizem. In ta delitev, ne, v političnem prostoru je pač realnost. In v Levici, recimo v socialdemokraciji, takrat ne, Združeni listi, je bil ta poskus, ne, zato je bila Združena lista. So se ene 4 stranke združile, tudi Desus je bil v začetku, ampak potem iz egoističnih principov, se pravi strankarski sistem, daje možnost posameznikom, da si dobijo eno skupino ljudi in potem konkurirajo in so potem neki odločevalci. Se pravi, ena zgodba je ta ego, nekaj je tudi objektivni, ne, stvari, zakaj je boljše, da je to tako. Ampak, ko gledamo, veste, če gledaš pa drugače, če greš ti z več mrežami v volilno telo, potem daješ možnost, da se ljudje lažje identificirajo z nečim, kar jim bolj sede. Recimo, bolj levičarska retorika ali bolj umirjena retorika in potem tudi poteze, ne, nekaj, kar je bolj realizabilno ali nekaj, kar je napadaš nebo, kar naprej, ker cel kup ljudi v političnem prostoru je, ki radi vidijo, da nekdo stalno napada cilje, ki so zelo visoki, ki si jih v resnici ne, velika večina želi, ampak enostavno velika večina ne, tudi ve, da so nerealizabili, pa greš raj voliti stranko, ki zagovarja nekaj, kar je bolj uresničljivo. Ne. In ker smo tu različni tipi, je mogoče za volitve boljše, da imaš dve stranki. Je pa to stvar ocene. Ne. Vse Levica je tudi, recimo, ko se je borila proti fašizmu v Evropi, je razvila model ljudske fronte. In takrat so rekli, lejte, glavni sovražnik, nasprotnik je fašizem, dajmo mi pozabiti vse te razlike med komunisti, socialisti, socialdemokrati in tako naprej. In tam, kjer je to uspelo, je fronta zmagala.
sicer zmagala kratkoročno, recimo, če gledamo Španijo, ne, ker so se potem konzervativci organizirali in to zrušili z vojsko in tako naprej. Skratka, zdaj, kako se to da potem zaradi dolgoročnih efektov narediti. V politiki je pač tako, da stalno pregrupiranje je neka nujnost, ne, da dosežeš nek najboljši rezultat. Zdaj, zame, kadar sem bil v politiki in še zdaj kot opazovalec, je ključno, da se dosega rezultat, ki je dvig kvalitete življenja ljudi. Kakšne so povezave, me ne zanima toliko, ampak če gre družba v to smer, potem se mi zdi, da se je dobro pregrupiralo, karkoli že je. Mogoče bi samo dodal, ne, da ja, seveda je to odvisnost od, mislim, da to so pač predvsem politične ambicije posameznih akterjev znotraj političnega prostora, kdaj se odločijo in menijo, da je pravi trenutek, da začnejo svojo zgodbo. Ne. Ampak to ni samo vprašanje seveda za stranko Levica ali pa za stranko pač neko drugo, ampak mislim, da je to vprašanje vseh strank. Ampak eno stvar bi tudi dodal, ne, strinjam se s tem, pri čemer je treba izpostaviti, da mi moramo razumeti in jaz upam, da se oni tega zavedajo. Ne. V Sloveniji recimo slovensko javno mnenje, raziskava, ki je pač edina znanstvena anketa pri nas, ne, v zadnjih 20 letih govori, da 85% ljudi v tej državi je za stabilnost, za varnost, za stabilno vlado, za neko kontinuiteto in tako naprej. Ne. Tako da s tistimi tako imenovanimi utopičnimi cilji oni nagovarjajo v bistvu izjemno ozko volilno telo. Ne. Oni nimajo to možnost, kot je kolega rekel, več mrež. Ne. Niso catch-all stranka ali pa stranka, ki bi parcialno pošiljala sporočila različnim publikam. To se pogosto tudi v kontekstu mladih zlorabi, češ da imamo mlade kot neko socialno skupino mobilizirati, da nas podprejo, ampak ne razumejo, da so mladi niso homogena skupina, ne, so različni. In v tem smislu mislim, da oni imajo dejansko izjemno ozko volilno telo in zato menim, da je to, da nagovarjajo volivce, govorimo o javnem mnenju, iz pozicije zunaj sistema, kar pomeni opozicija oziroma nekoga, ki ni mainstream politika, je imela veliko več učinka v tistih letih, ko so imeli boljši rezultat. In mislim, da to dodatno komplicira zadevo. Sedaj seveda imajo neke ministre, imajo neke projekte, neke dosežke, ki jih komunicirajo v okviru vlade, ne. Združujejo se, kot smo ugotovili, s to stranko drugo, ne, in kar bo izjemno težko, ne, tako da jaz to pravim, tukaj ne bi dal roke v ogenj, da je to neki ključ do uspeha. Ne. Gremo zdaj mogoče k sami kampanji, ne, ki se začenja v neki predkampanjski obliki zdaj. Kaj bo odločilno, torej povajno v tej podaljšani kampanji za parlamentarne volitve 2026, bodo odločile finance, inventivno, obvodno financiranje strank, ki vedno bolj prihaja na dan, klasični politični marketing, televizijska soočenja ali spretna uporaba socialnih omrežij. Kakšno kampanjo bo? Jaz mislim, da je ključno pozicioniranje Slovenije zdaj v teh turbulentnih časih. In Robert Golob in ta ekipa je Slovenijo pozicionirala točno tam, kjer nas vidijo zgleda ključni kapitalski tokovi in ključne sile, se pravi Združene države Amerike, Nemčija, tudi Velika Britanija, če hočemo tudi Kitajska in Rusija, čeprav tle nismo moteči, celo Izrael. Ker mi smo do Izraela korektni do tiste mere, kjer nam tudi Izrael mejo postavlja. Torej, ni razloga, da bi mednarodne sile karkoli menjavale. So pa časi tukaj zelo pomembni, da tudi ta glas, ki ga imamo v Evropskem svetu in glas, ki ga imamo v NATO in tudi možnost, ki jo ima na razpolago recimo predsednik vlade. Mi smo videli nek izlet v Kijev takoj na začetku vojne in tako naprej, mimo verjetno dogovorov velikih, da si ne želijo tle nekoga, ki bi soliral. Janez Janša je tega formata človek, ki bi predstavljal grožnjo destabilizacije. Tudi recimo, kako je njegova vlada obremenjevala Evropsko komisijo z raznimi prijavami naše države, ne, kako se obnašajo novinarji. Skratka, to je nekaj, kar si po moje veliki ne želijo, da imamo mi tako vlado. To je pomembna zadeva, oni imajo sredstva vpliva, da se v to vključijo dosti neformalno, korektno, tako da mi tega niti ne bomo zaznali. Je pa zelo pomembno.
Kar pa zadeva notranjo zgodbo, se pravi, koliko smo mi, prej sem govoril o tem, recimo, dvigu stopnje slovenske buržoazije, se strinjam tudi z Alanom, ki je rekel, da mogoče oni podcenjujejo ta del čisto, recimo, ozko političnega delovanja, marketinga in neposrednega tega dela strank. Ampak vseeno s sredstvi se da najemati ekipe, ker politika danes se zelo profesionalizira. Torej ti ne moreš dosegati več prednosti, in tega se stranke zavedajo, na tem, da imaš veliko aktivnih članov, ki lepijo plakate, ki nagovarjajo ljudi. To enostavno daje bistveno manj rezultatov, kot jo da en dober vložek v dobre ekipe, ki naredijo potem rezultat v javnem mnenju za stranko dober. In to je zdaj čezdalje bolj pomembno, ne? Koliko se to zaupanje teh ključnih odločevalcev, ki imajo realni interes, da je Slovenija stabilna država, ne? Realni, se pravi, njim se pozna na računih. Ne? In koliko se bojo oni tle noter angažirali. In se mi zdi, da se bojo bistveno bolj, ker Slovenija v tem smislu to dozoreva, in da bojo poskušali stabilizirati, se pravi, v tem smislu je ti tokovi, ne, kažejo v prid ponovitve mandata Roberta Goloba. Ne. Morda glede kampanje in vseh teh metod naštetih. Ja, jaz mogoče začnem tukaj, ker je kolega navrgel to tezo. Zdaj, prej smo govorili o nekih naravnih in umetnih satelitih, ne, ampak naravni satelit oziroma naravna politika največjega na tem svetu, ne, je inherentna politika, ki jo vodi Janez Janša. Ne. Tukaj mislim, da je ta ekvivalent med politiko Donalda Trumpa in tem, kar počne Janša v Sloveniji, popolnoma enačaj. Zdaj, kar se tiče kampanje, rezultat volitev je vedno odvisen ne samo od političnih akterjev, ampak tudi od političnega okolja. To, kar je kolega omenjal, notranjega in zunanjega seveda, ker kampanje ne potekajo v vakuumu. Njihov prvi problem je to, da nikoli ne moremo natančno določiti, kdaj se začnejo. Kampanje pač vedno vemo, kdaj se končajo, kdaj se začnejo, pa ne moremo. In v tem smislu seveda Slovenija ima relativno rigidno volilno zakonodajo, kjer praktično se kampanja nekako veže na tisto obdobje zadnjega meseca, ko je tudi dovoljeno ta opravila predstavljati. En podatek, ki ga jaz vem iz glave, ker sem pač to raziskoval, je recimo, da je leta 2008, ko je stranka SD dobila veliko več, ne, torej največ denarja takrat je porabila stranka LDS, ki je dobila samo 5 mandatov, ne, in potem je bila v tej koaliciji. Tako da tukaj je pač ta ekvivalent med tem, koliko denarja imaš, absolutno se ne preslika na neka druga področja. Ne. In seveda... Treba imeti tudi vsaj toliko, ne, da najameš prave ekipe za ta denar. Ker če najameš prijatelje, nisi s tem nič naredil. Ne. Pa tudi to se spreminja v veliki meri, tukaj so že malo na področju političnih strank, politične stranke kot entiteti, kot jih mi poznamo v literaturi že iz 50., 60., 70., tudi 80. let, tudi 90. so absolutno spremenjene. Ne. Susan Skerov recimo piše o tem, kako je spremenjena struktura simpatizerjev političnih strank, kar pomeni, tebi več ni pomembna, tako kot je kolega rekel, armada nekih plakaterjev ali pa nekih, ki delajo grassroots campaigning, ne, od vrat do vrat, ko trkajo in tako naprej, ampak je pomembno, da določena sporočila pošiljaš skozi prave medije, ko rečem medije, ne mislim seveda medijske hiše, ampak na medije, ki potem dejansko padajo na neka plodna tla, ki dejansko mobilizirajo oziroma polarizirajo. Ne. In v tem smislu seveda menim, da je ta teza o nekih, rečemo temu, globalnih temah izjemno pomembna, ne? Ker pomeni odnos do določenih vprašanj, do katerih slovenska aktualna vlada na čelu z največjo stranko, ne, njenim predsednikom, ima neka stališča in mislim, da skladna s tistim, kar dejansko največji delež ljudi v tej državi misli. Ne? In kar je dejansko tudi na neki točki zelo kompleksnih svetovnih problemov neka, rečemo temu, levo-liberalna opcija, ki je pač formula za nastop na volitvah. Če smem vskočiti, to je ravno Gaza, ne? In vprašanje do genocida, vemo, ne? Javno mnenje se kritično do tega odziva večina, ne? In to je ena tema, kjer bi lahko, ne, ki je v interesu vladajoče koalicije, da postane glavna ali pa ena od glavnih tem kampanje. Ta tema praktično
je že sama po sebi, torej ni oktroirana, ne, ni na nek način medijsko lansirana. Nobena komunikološka teorija, kako bi mediji lahko to napumpali ali pa spravili do javnosti, ki bi potem postalo nekaj, kar je pomembno, presega vse to. Ne. Torej, tukaj pravzaprav imamo na nek točki neko moralno vprašanje, do katerega seveda se polovice političnega spektra opredeljujejo, kar pomeni tukaj lahko levica ima izjemno jasno stališče in desnica očitno ima izjemno jasno stališče. Ne? In medtem, ko seveda neka desna politika ali pa takšna, kot je pač ponazarja Donald Trump, ne, z neomajno podporo Izraela in seveda njihovega predsednika, dokler pač požegna neke simpatije v slovenskem političnem prostoru, v katerem se zadnji čas se vrstijo neverjetne teze o umetnem genocidu, ustvarjanjem v neverjetnih zadevah, je seveda neki recept, ki ga ne sprejema večina v tej državi. Ne. In to je seveda nekaj, kar bo močno v veliki meri determiniralo seveda rezultat nekih volitev, ne, v odvisnosti od tega praktično, ker je izjemno visoko hierarhično pozicioniran in bo determiniral vse ostale. Ker pomembno je, kaj meniš o tem, zato da potem poslušam, kaj imaš za ponuditi na področju šolstva ali pa socialne politike. In v tem smislu menim, da hočeš nočeš je to pomembna tema, že danes. Gospod Lukšič, Gaza in te teme. Naprimer, če se vrnemo nazaj v Amerike, v ZDA, ne poznamo ta slogan, ne, za ekonomijo gre butec. In tudi pri nas ne, vse stranke razlagajo, kako bodo programi razvojni, bla, 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 ampak na koncu ne, velja za ideologijo gre butec, ali mar ne, v Sloveniji? Ja, pri nas gre še za en del ideologije, predvsem za moralo. Ne. Moralo. Ja, se pravi, v tem primeru, če je evidentno, da tam ena stran pobija ljudi, ne, in druga stran to zagovarja, to, kar se pri nas dogaja, recimo, da desnica ravno tako zagovarja početje Izraela tam, da je to seveda problematično potem za njegov moralni status. Ne. Kaj pa boš ti pol delal v Sloveniji, če se ti zdi, da neka vojska tam upravičeno bija tiste ljudi? Ne razumem. Zdaj, če bi iz tega delali tudi bolj intenzivno kampanjo, potem to zna biti pomembno. Je pa tle še en drug faktor, ne, ki je pa Izrael. Se pravi, koliko je Izrael pripravljen investirati v kampanjo, da to vrstna stališča ali pa to vrstne ekipe ne pridejo na oblast. To pa jaz ne vem. To je področje zunanjega vmešavanja. Ne? Ja, mislim, tehnično in pravno formalno, ampak ti procesi pač tečejo, neodvisno od tega, kako se mi mislimo. Ne? In zdaj, ali nas je Izrael postavil tako visoko, da je treba tle intervenirati in dobiti njim bolj prijazno oblast. V tem primeru se bo to kar naredil nek problem za levo sredino. Čeprav ne tako velik, tle se strinjam z Alanom, da volilno telo, kakorkoli ga obračaš, naša sposobnost moralne presoje na tej točki, govorim zdaj o Sloveniji kot celoti, je vendarle dosti, se mi zdi, izčiščena. Ne? Da to težko dobiš večino na ono stran. Ne vem, kako bi tle lahko naredili, da bi te stranke, ki so na strani Izraela, dobile večjo podporo, tako da se mi zdi, da ta investicija se jim ne bo dobro obrestovala. Ja, se strinjam, absolutno. Te stvari, nazgrešena je teza, da te stvari potekajo tako, ne, da ti lahko na silo s propagando vdreš v neke, to, kar praktično ponazarja celoten ta konglomerat svetovne desnice. Ne. Oni so prepričani, da dejansko mediji v koaliciji s civilno družbo in neko globoko državo organizirajo volk in da pojav zdaj recimo LGBT skupnosti na televiziji ali pa v šoli prispeva k temu, da boš ti brato LGBT. Ne. Te stvari tako ne potekajo. Po domače povedano, tudi če bi na vseh televizijah pustili v Sloveniji, govorim, ne, neko proizraelsko stališče, to še vedno ne pomeni, da bi to spremenilo večinskega pogleda na to vprašanje. Ne, absolutno ne. To je tako, kot če bi te nekdo, ne vem, če ti ne maraš matematike, ne, pa ti vrže 10 strani matematike v glavo, pač ne bo nič pomagalo. Ne. Tako da te stvari ne funkcionirajo tako. In v osnovi je seveda tukaj, mislim, da to vprašanje neke elementarne človeške morale,
pri čemer seveda to ne pomeni veliko v odnosu do posameznih političnih akterjev. Jaz mislim, da je tukaj levica najbolj egzaktna. Mislim, da prva obsoja tovrstna dejanja, da se prva postavlja v tisto parolo Free Palestine in podobno. Ampak seveda tukaj gre za neko polarizacijo na dveh ravneh. Na eni strani je desnica, na drugi je levica. Zdaj, kdo bo to uspel najbolj izkoristiti, seveda je vprašanje njihove neke taktike in pošiljanja določenih sporočil. Obenem pa seveda ni edini faktor, ki bo vplival na končni izid volitev. Prej smo govorili o številnih potencialnih kandidatnih listah, ki bodo odpadle in nekaterih stvari, na katere praktično noben ne more zdaj predvideti, kakšna bo slika naslednjega sklica državnega zbora. Ne? Ampak kar zadeva to umazanost kampanje, ne? Ja. Na drugih točkah se potem diskreditira take kandidate, se pravi ne na terenu Gaze, o tem verjetno ne more velike javne diskusije, ampak o tem, kako je nekdo nekaj ukradel, in bo v to šla kampanja, se pravi, da se ekskomunicira, izloči, zmanjša možnosti tistim ljudem, ki recimo Izraelu ali pa Združenim državam niso všeč ali pa se jim zdi, da so neprimerni. Pomaknimo se še čist na konec. Eno zelo pomembnih stvari za razplet naslednjih volitev seveda tudi volilna udeležba. Pričakujete, da bo primerljiva s tisto, ki smo gledali na zadnjih parlamentarnih volitvah, torej okrog 70%. Cilj levice seveda je, da je udeležba čim višja, desnice pa verjetno, da je nižja oziroma čim nižja. Pa še predtem bomo gledali očitno nekje decembra tole epizodo referendumov, ki bodo imeli verjetno tudi tale mobilizacijski oziroma demobilizacijski potencial v sebi. Ja, jaz bi rekel, da ta teza drži, da dejansko desne stranke ne samo pri nas povsod imajo neke bolj zaveste volivce, ki hodijo na volitve in iz te perspektive seveda je predpostavka o vedno nižji volilni udeležbi nekako daje več moči oziroma večji domet tega posamečnega glasu, ki ga dobijo. Zdaj, slovenska situacija je takšna, da mi imamo na desnici neko veliko stranko, ki mislim, da je omejena z absolutnim številom glasov, kar pomeni ne more preseči tistega, kar dobiva. In v tem smislu seveda vse, kar počnejo, je to, da permanentno mobilizirajo volilno telo, kar pomeni to počnejo v državnem zboru, to počnejo v vsakih volitvah, ne glede na kateri ravni so, to počnejo v odnosu do vsake vlade, nekako jim ustreza, da diktirajo ta tempo javne oziroma medijske agende, da se določenih stvari govori, pri čemer seveda mobilizirajo svojo volilno bazo. Na drugi strani tisto, česar se ne zavedajo ali pa to latentno doživljajo, je to, da mobilizirajo tudi nasprotni pol. Ker ti nikoli ne moreš komunicirati samo za svojimi volivci, ampak pospuščaš nekaj v eter, kar je lahko slišano drugače in pade na drugačna pričakovanja. Tako da v tem smislu seveda oni se grejo permanentno kampanjo in poskušajo nekako ves čas imeti ljudi aktivne, mobilizirane, da pridejo tja, obkrožiti določeno stvar in dati tisti listek v škatlico. Na drugi strani pa imamo akterje, ki potencialno sežejo onkraj okvirjev, ki so jih imeli do sedaj, in grejo nekako optimistično v te volitve, pri čemer sem jaz nekoliko pesimističen glede trenda volilne udeležbe. Mi smo imeli sicer izjemno dobro obiskane evropske volitve lansko leto, kjer praktično je prvič prišlo skoraj dvakrat toliko, kot je prihajalo pred tem. Mogoče ne toliko, ampak v glavnem občutno več ljudi se je odzvalo na to in v tem smislu seveda jaz menim, da bomo težko dosegli 70% udeležbo, da pa vse, kar je seveda više, je to seveda dobro prvič za demokracijo, in drugič tudi dobro za določene akterje, ki si želijo izboljšati neki volilni rezultat. Na to vsi imajo pravico, vsi lahko stavijo na različne strategije, koliko bodo pri tem uspešni, pa bodo pokazali volitve. Gospod Lukšič, zadnja beseda vaša. Jaz mislim, da je to, kar je Adam povedal, vse drži, in da ta postopek energetizacije volivcev, se pravi, da mu osmisliš, da je on ta, ki bo odločal, kakšna bo vlada in v kakšni Sloveniji bo živel, da je to ključno potem tudi za zmago leve sredine. Ker ti levosredinski volivci so res malo bolj ležerni, pa se jim zdi, se bo, pa se to nič ne vpliva na moje življenje in te je teže spraviti na volitve in to ima leva sredina težjo nalogo. V bistvu je tako, imajo dvojno nalogo, ker pomeni poleg tega, da seveda imajo prepričevalni moment, da se morajo pokazati kot
po čem so različni od aproksimativno najbolj bliskih, ne, med seboj, ne, imajo problem skupni ta, da pripeljejo ljudi na volitve. In ker tako imenovano levo-sredinsko volilno telo je značilno pri tem, da ne samo, mogoče ne tvegajo, da bodo ti ljudje, ki so jih volili enkrat, da gredo na neki drugi politični pol. To absolutno ne, ampak najlažje je seveda, kaj narediš, da ne greš na volitve. In s tem je praktično izgubljen bazen nekih glasov, ki je v tem pomenu seveda do sedaj, vsaj v Sloveniji, če gledamo zgodovino volitev in rezultate teh levih liberalnih strank, ne, bil ključen. Tako da višja kot je volilna udeležba, več možnosti seveda ima najprej največja stranka na nekem polu in tudi ostale, da potencialno seveda dobijo čim več. Cenjena gosta, hvala za tehtno analizo. Prosim. Hvala za obljeno.